Diagnoza astma ni usodna bolezen, ampak je stanje, ki ga danes človek lahko tudi zelo uspešno obvladuje in s to boleznijo sobiva, živi kakovostno, lepo življenje. In po strokovni plati je na voljo vedno več novih možnosti, orodij za uspešno zdravljenje. Tako je. Stroka in sodobne smernice in usmeritve za obravnavo bolnikov z astmo stremijo k temu, da je bolnikova astma urejena. To pomeni, da bolnik lahko živi praktično ali skorajda normalno življenje, ali pa mnogo ali večina od teh bolnikov. Še vedno v klinični praksi vidimo, da se pogosto predpisujejo sistemski glukokortikoidi, torej glukokortikoidi, ki jih bolniki zaužijajo per os, torej v obliki tablet, vendar v ozadju je daleč od tega, da bi šlo vedno za neke težke oblike astme. Mnogokrat in prevečkrat gre za neustrezno zdravljeno astmo ali pa neprepoznano astmo, zaradi katere se potem bolnik vrača v urgentne centre in v nenačrtovane obiske pri zdravnikih. Nedavno so se ravno iz tega stališča tudi smernice v globalnem smislu spremenile na način, da ni več dovoljeno predpisovati samo olajševalcev, torej beta-agonistov po potrebi, brez bazičnega zdravljenja z inhalacijskimi glukokortikoidi, ki so temelj zdravljenja te bolezni. Torej v naboru zdravil, ki jih bolnik dobi v obliki inhalacijskih zdravil, mora biti vedno inhalacijski glukokortikoid, sicer bolnik tvega tudi huda poslabšanja astme. Naslednja stvar je pravilna tehnika jemanja zdravil. Tretja stvar, na katero moramo biti vedno pozorni, so morebitne pridružene bolezni in stanja, ki so ali neprepoznana ali pa če so nezadovoljivo zdravljena in lahko navidezno poslabšujejo astmo. Četrta posebno poglavje so pa težke oblike astme. Tam je pa navkljub temu, da se bolnik zdravi z maksimalnimi odmerki inhalacijskih zdravil, da dobro pozna svojo bolezen, da je adherenten zdravljenjem, da pozna vdihovalnike, da pozna samo zdravljenje, še vedno potrebuje tudi sistemske glukokortikoide, torej glukokortikoide, ki jih mora zaužiti per os v obliki tablet. V tem primeru, to je presoja specialista po nekajmesečnem zdravljenju, je obseg vnetja na nivoju dihalne poti kljub tem zdravljenju tako velik. V tem primeru je bolnik nedvomno kandidat za uvedbo bioloških zdravil, ki so na voljo že nekaj let in predstavljajo pravzaprav revolucijo v zdravljenju težkih oblik astme. Tako kot je bila prva revolucija v zdravljenju astme, uvedba inhalacijskih glukokortikoidov koncem 80-ih let, je sedaj v bistvu smo na pragu ali pa smo v valu nove izjemne priložnosti za zdravljenje teh bolnikov. Cilj zdravljenja teh bolnikov z biološkimi zdravili ni zdaj izboljšanje pljučne funkcije kot take, to seveda počasi sledi, vendar vedno ne uspemo z samimi številkami na nivoju pljučne funkcije. Pomembno je izboljšanje kvalitete življenja bolnikov. Bolnikom se močno upade frekvenca poslabšanj astme, zaradi katere morajo obiskovati zdravnika nenapovedano in jemati sistemske glukokortikoide. Torej, to pomeni, da se zmanjša breme sistemskih glukokortikoidov in izboljša kvaliteta življenja teh bolnikov. Je pa pri bioloških zdravilih tako, da ta ne pridejo v poštev za vse bolnike, ampak vendar samo za določene, kaj ne? Tako je. Obstajajo, torej velja in vedno se tega držimo, naredimo tako imenovano fenotipizacijo astme. Torej, vprašamo se, za kakšen podtip hude astme pri bolniku gre. Če gre za alergijsko astmo, to je tipična zgodba bolnika, ki je zbolel v otroški dobi, morda v adolescenci, potem ti simptomi in znaki nekako poniknejo, vendar se pri mnogih vrnejo kasneje po 20. letu. In pri nekaterih v težki obliki. In pri teh bolnikih dajemo eno od zdravil iz skupine anti-IgE, ki blokira ta profil vnetja na nivoju dihalnih poti. Torej, mi iščemo tarče, torej, to so v bistvu laboratorijski izvidi, specialni izvidi imunologije, na osnovi katerih sklepamo, da je ta vnetna pot aktivna in da lahko z zdravilom iz skupine anti-IgE posežemo in prekinemo ta krog.
Potem pa obstaja seveda še druga entiteta, to je pa nealergijska astma, ki praviloma nastane v odrasli dobi. Mnogokrat imajo bolniki bolno tudi zgornjo dihalno pot v obliki nosnih polipov in ne prenašajo aspirina in nesteroidnih antirevmatikov in so izrazito glukokortikoidno odvisni, torej mnogo večkrat v letu potrebujejo sistemske glukokortikoide. Za ta profil astme so na voljo druga zdravila iz drugega spektra, torej iz blokatorjevega interleukina 5. Prihaja tudi novo zdravilo, ki blokira še dodatno pot interleukinsko. Tako da zdravila so na voljo, samo bolnike je potrebno prepoznati, da pridejo na pravi nivo zdravljenja. Zato, da olajšamo te poti, smo v smernicah, nacionalnih priporočilih za zdravljenje bolnikov z astmo, ki so bile publicirane v juniju letošnjega leta, pod okriljem Združenja pnevmologov Slovenije, dorekli načine delovanja med primarno, sekundarno in terciarno ravnjo. Torej, bili smo strokovnjaki vseh treh področij, zato da dorečemo, kaj se na posameznem nivoju da in kaj ne. V pulmoloških okvirih, če o tem govorim, imamo v Sloveniji zgrajeno mrežo hude astme. To pomeni, da so prepoznani centri na terciarni ravni, ki sodelujejo z bolnišnicami, ostalimi na sekundarni ravni, tako da so ti bolniki imajo mesto, kam pridejo, kje dobijo biološka zdravila, kdo skrbi za njih in kam se lahko obrnejo. Tudi dostopnost zdravil pri nas ni čisto nič manjša kot v tujini. Zato, da smo lahko dobri, se slovenska pulmološka stroka sodeluje z pulmološko stroko, kar se astme tiče, na mednarodni, torej evropski ravni, znotraj Evropskega respiratornega združenja, v mednarodnih projektih, tako da smo stalno v stiku s stroko in mislim, da smo eden zelo dobrih centrov v Evropi.